Katja, she has tremolo, you know, this is not excellent for opera. Maybe better for concerts, for recitals, for either. Main Street in the center. But just from, you know, the characteristics. Hkrati bo pa tudi zelo uspešno. Prva stvar, ki se je zgodila, kot lahko vidite, je letos vlaki na mesto oziroma zlate barve, v sivi barvi, torej eno novo sporočilo, festival se še bolj odmira. Naš umetnostni muzej se pa trudi, da dostojno zapolnjuje te prostore. Skratka, naša galerija je pravzaprav tista ustanova, kjer se da nekako najbolj celovito spoznavati slovenske ekspresioniste in pa seveda skozi razstavno dejavnost, skozi občasne razstave, tudi današnji naboj, se pravi umetnost, ki nastaja v današnjem času. Predvsem prostor nekdanje samostanske cerkve, kjer bomo mi zdaj tudi preživeli naslednjo uro ali pa mogoče še malce več, je pa ambient, ki ga zelo, zelo uspešno napolnjujemo tudi še z drugimi vsebinami, predvsem z glasbenimi dogodki, kar pa pravzaprav zelo dobro ve tudi Festival Ljubljana, ki zadnja leta redno gostuje v našem prostoru, predvsem skozi sodelovanje z Krko delniško družbo. Ta zbirka je pravzaprav ena taka nenavadna zbirka že zaradi materiala, namreč v Kostanjevici na Krki ustvarjajo v hrastovem lesu. In les je material, ki seveda, ko je takole obdelan, ima neko življenjsko dobo, ni pa večen. In zaradi tega je to zbirka, ki se spreminja, ker nekatere strukture seveda odstranjujemo, ko propadajo, nastajajo pa nove, tako da kljub tem spremembam zbirka nudi en pogled na ustvarjanje na področju zobarstva v drugi polovici 20. stoletja in pa seveda tudi danes. Največje naseljeno kraj na otoku reke Krke. Staro je že 761 let, mi smo v letu 2002 leta praznovali 750-letnico prve omembe mesta Kostanjevice kot mesta. Najtežje se odločiti med dobrimi ustvarjalci, dobrimi projekti, žal tudi v času zaostrenih ekonomskih pogojev lahko v ta prostor umestimo zaradi finančnih predvsem argumentov, razlogov samo eno razstavo, tako da
je ta prostor res zelo oblegan. Ob tem seveda naj ne pozabim na naše temeljne razstave, ki so namenjene začetnikom slovenskega ekspresionizma, Tonetu Kralju, Francetu Kralju, Božidarju Jakcu in tako naprej. Občasnim razstavam sodobne ustvarjalnosti, ki so povezani v enem projektu, ki ga vodi sodelavka Barbara Rupel, to je Pogled, ki združuje oziroma na nek način predstavlja tako ustvarjalnost področja, ki jo galerija pokriva, kot pa tudi primerjalno širšo slovensko ustvarjalnost, torej sodobno ustvarjalnost. V tem času, torej omenil sem, da je prejšnjo soboto na dan muzejev smo odprli to Millerjev križev pot ali izostritev, kot ga je on naslovil. V petek v Labutovem salonu, to je na Otoku, ki ga je prej predstavil gospod župan, odpiramo najnovejšo razstavo del, ki je tudi narejena za prostor Rajka Čubra, in pa potem 31.12.5. razstavo Damjana Kracina. Povem naj še to, da bo ta EPP popoln, da bomo 15. junija predstavili novo postavitev del v stalne razstave Toneta Kralja in pa ponovno 1. julija pričakujemo nove goste, kiparje, ki bodo mesec dni ustvarjali v neposredni bližini samostana. Torej, poleg tega, kar sem zdaj povedal, poleg mestnega jedra, Kostanjeviške jame, Krakovskega pragozda, Krke in njenih pritokov, ki pač vsi ponujajo svoje vsebine, Vinske gorice, ki jih je že omenil gospod župan, bi vas rad opozoril še na dve posebnosti Kostanjevice na Krki. Eno sem že delno omenil, to je mednarodni kiparski simpozij, ki bo, kot rečeno, letos ponovno odprl vrata, in pa eno posebnost Kostanjevice na Krki, to je stalna postavitev Gorjupove galerije, torej likovnih del, postimpresionističnih likovnih del, predvsem podarjenih strani tako domačih kot tujih avtorjev v osnovni šoli, torej kot edinstveno sožitje vzgoje, izobraževanja, ustvarjalnosti in pa žlahtne tradicije. Verjamem, da je sodelavka dr. Helena Rožman vam že marsikaj povedala in verjetno v nadaljevanju boste še lahko veliko zvedeli o tej naši hiši in o vsem tem, kar se je tudi v zgodovini tu dogajalo. Jaz bi vam zaželil prijetno bivanje pri nas, vam, gospod direktor festivala Ljubljana, pa uspešno izvedbo načrtovanega programa in pa seveda malo pozno, ampak še zmeraj aktualno iskrene čestitke ob tretji izvolitvi za predsednika Evropskega združenja festivalov. Torej, mislim, da je to veliko priznanje vam in vašemu delu, ki ga odlično upravljate že dolgo vrsto let in vodi tako tudi v bodoče. Srečno vsem vam in imejte se, kolikor se le da, prijetno pri nas. Leto opažamo vedno več tujcev, že tako ali tako v Ljubljani in v Sloveniji, pa seveda tudi tujcev, ki pridejo prav posebej zaradi prireditev festivala Ljubljana v naše kraje. Začeli bomo 27. junija na Kongresnem trgu, kjer se bo že dogajal juni v Ljubljani, ki se začenja 7. junija na Kongresnem trgu in traja do 20. junija. 21. junija bo velika koncert naše zelo znane skupine Modrijani. Mogoče se čudite, kako to se znajde na Kongresnem trgu. Gre mogoče za skupino, ki je najbolj prodorna po Avsenikih, ki so seveda ime Slovenije ponesli daleč v svet. Uradna otvoritev se bo pa seveda zgodila 27. junija na Kongresnem trgu. Na programu bodo dela Wagnerja, potem Brucknerja in pa Čajkovskega. Posebej bi vas opozoril na uverturo 812, kjer bo zraven orkestra Purpur in pa zborov Ivan Goran Kovačič ter Zagrebške opere ter solistov. Nastopil tudi orkester Slovenske vojske, potem topovska baterija Slovenske vojske
pa zvonovi 5 ljubljanskih cerkva. Gre za izjemno veliko spektakelsko izvedbo te uverture, ki jo je, kot veste, Čajkovski posvetil torej Napoleonovi izgubi v Moskvi, ko so seveda napadli, pa potem tudi našli samo požgano Moskvo, ker so se Moskovčani umahnili in potem po premraženi in seveda zdesetkani se vrnili nazaj v Francijo. Naslednji dan tu Čelos, tudi na Kongresnem trgu, in 29. torej v soboto po tu Čelos še en dodani dogodek, ki nekako sopada z tema dvema, torej ta dva etno dogodka bosta na festivalu Kuča v Ljubljani z dvema odličnima ansambloma, in sicer Boban in Marko Markovič, orkester in pa Big Band Dejana Petroviča. Gre za prvo ligo, če smem uporabiti ta izraz, etnoglasbe v Srbiji. In zakaj smo to sploh uvrstili v program? Mene je v februarju zbodel članek v Newyorškem Timesu, kjer so zapisali, da je ravno vzdušje na tem festivalu in seveda ta etnoglasba prav gotovo ena od štirih krajev, ki jih je potrebno videti, če obiščete Evropo. No, mi smo dobili, tudi oni so se obrnili na nas, mi smo potem pridobili ekskluzivo in letos bomo pač poskušali predstaviti to tudi v Ljubljani. Ampak seveda tukaj gre bolj za spremljevalne prireditve za vzdušje, to ni tisti redni program. Redni program se nadaljuje 1. julija z baletno predstavo Roma in Julija v Križankah, izvrstna predstava Mariborskega baleta in pa orkester Slovenske filharmonije. Že 2. julija v Križankah državni plesni ansambel Haruški iz Minska. Gre za državni ansambel, ki seveda goji njihovo narodno izročilo, izjemno visoke kvalitete, tako da vas res budno vabim, da si to pogledate. 3. julija imamo Prešernova nagrajenca v Slovenski filharmoniji Marka in pa Bernardo Fink. 4. julija Bežar balet v Križankah, pa potem 9. julija, ne bom vsega našteval, ne se bat, 9. julija Verdijev Requiem, to je ena od rdečih niti, ki se bo letos zgodila na festivalu, torej 200-letnica Giuseppe Verdija. Pa potem 11. julija gala koncert v Operni Hari, tako Verdijevih, George Pelevenjen se vrača na naše koncertno prizorišče, solisti Akademije iz Skale in pa Simfonične orkestra Slovenija. Koliko bomo pa danes še kakšno rekel, bom rekel, na 4 oči sem pa tukaj, tako kot moji sodelavci, ki se jim ob tem trenutku in ob tem zahvaljujem enako kot vsem našim partnerjem. Hvala lepa in lep dan še naprej. Še enkrat, dobro se imejte, še enkrat, se vidimo, srečno, vidimo še enkrat. Hvala predvsem, ja. Ja, hvala lepa. V tem tretjem proslovu je pa teža te risbe, ki se navezuje na inkarnacijo, se pravi, ti motivi, ki so povezani z litkom in njegovim bivanjem v Sarajevu. Je to v času druge svetovne vojne. Čeprav se pojavljajo pesem čiščenja, ampak v krajini se pa izrazito vidi, kako jo je razlikoval. In to je res, ker je da svetloba počena razdalje. In the beginning, we have his pastels here. He was a kind of impressionist. He was very connected with Ivan Jakovic, but later when he was in Prague, he had this expressionistic
Ja.